spoštovani gospod predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, Slovenke in Slovenci. Prav prijetno je priti tukaj na Polževo, v to cvetočo občino Ivančna Gorica, ki se tako lepo razvija od samega začetka. Tisti, ki jo poznamo odprej, ki smo tukaj hodili v šolo, gimnazijo in tako dalje, vidimo, zdaj, s kako hitrimi koraki je napredek prišel v te kraje potem, ko ste lahko sami gospodarili vsaj z delom tega, kar ustvarjate. In še vse je prijetno priti na takšno slovesnost s tako doživeto sveto mašo za domovino, čudovitim resnicoljubnim nagovorom in tem bogatim kulturnim programom. V zadnjih tednih sem veliko po Sloveniji, kjer proslavljamo 25. rojstni dan samostojne slovenske države. Od slovenske Istre do Koroške, od Poljan do Nove Štifte, od Šmartnega do Polževega in še marsikje sem bil v teh dneh in tednih, vsak dan. In srečujem drugačno Slovenijo, kot je tista, ki se kaže iz televizijskih ekranov ali pa naslovnic časopisov. Srečujem Slovenijo, kakršna je bila pred 25 leti. Slovenija, ki je samozavestna, ki se zaveda tega, da smo vendarle gospodar na svoji zemlji in ki jo preveva tudi veselje do življenja. Ne srečujem apatije in ne srečujem jugonostalgije. V teh časih je v Sloveniji uradno krajevnih, občinskih in drugih proslav nekaj 100 na koledarju. In vse potekajo v podobnem vzdušju, kot je danes tukaj. Za temi atributi, ki sem jih prej naštel. Skoraj vse, mogoče z izjemo 2, 3, tudi potekajo izključno pod slovenskimi simboli. Pod simboli, ki so stari toliko, kot je stara slovenska država. In jih Slovenci ne mešamo pač s tistim, kar je bilo prej. Ker tisto zastavo smo imeli do 25. junija 1991, potem pa smo jo spustili z droga. Simbolično in s tem oznanili, da smo Slovenci dobili samostojno državo, ker bomo gospodar na svoji zemlji in da se bo to videlo tudi navzven. Zato hvala vsem, ki držite v rokah to samostojno zastavo, ta novo slovensko zastavo, ta simbol samostojne Slovenije. Vse več je teh zastav na kulturnih, športnih in političnih prireditvah. In tudi to je neko znamenje, ki vzbuja optimizem. Pred 25 leti smo Slovenci dosegli nekaj, čemur pravijo sociologi, vrhunec v zgodovini življenja vsakega naroda. Živeli smo nek čas slovenske pomladi in slovenske osamosvojitve. V tistih letih, recimo v tem finišu med letom 1987 in 1992 do mednarodnega priznanja. Nek čas, ki je sveti čas. Nek čas, ki predstavlja vrednostno središče Slovencev. Nek čas, ki nas kot narod združuje, ki nas ne ločuje. Nek čas, za katerega združevalni učinek imamo empirični dokaz v rezultatih plebiscita. In ta enotnost, ki se je izkazala preko enotnosti naroda, preko rezultatov plebiscita, predvsem pa preko pripravljenosti, da to plebiscitno odločitev, potem ko je bilo ogrožena, tudi branimo in jo ubranimo. Ta enotnost je prekrila politične razlike, prekrila je razcepljenost slovenske politike, ki je bila takrat ravno tako razcepljena, kot je danes. In ta enotnost je pravzaprav konstituirala ta zgodovinski trenutek, ki smo ga Slovenci izkoristili za to, da imamo
samostojno državo. Če tega zgodovinskega trenutka ne bi uresničili vprašanje, kateri prihodnji rodovi bi bili deležni podobne milosti, da bi ponovno dobili priložnosti. Tako kot zdaj kaže, ko se zdaj vračajo stvari v Evropi, bi najbrž na to še dolgo čakali. In gledajte, v slovenski zgodovini, kolikor jo poznamo, ni drugega časa, ki bi bil tako združevalen. So bili v naši zgodovini pomembni dogodki, pomembni možje. Pravi čudež je, da se je slovenski narod ohranil na tem prepišnem delu evropskega kontinenta. Pravi čudež je, da imamo slovenski jezik, ki je ne samo enakopraven, enakovreden jezik v Evropski uniji, ampak da je to jezik, v katerem so veliki možje slovenstva ustvarili svetovne vrhunce umetnosti besede, pesmi, tudi glasbe. Torej, Slovenci smo po teh dosežkih povsem enakovredni in enakopravni, ne glede na to, da nas je po številu manj kot večina narodov v Evropi. Hkrati pa veliko narodov v Evropi in po svetu, ki so bistveno večji od nas, pa svoje države nimajo. Pa si je skoraj vsi želijo. Vsak dan so razprave, tudi pri tistih narodih, kjer živijo dobro, niso samostojni, nimajo lastne države in je bodo slej ko prej dosegli. Torej, to je vrednota. In čas, ko smo to dosegli, je neko vrednostno središče Slovencev. Zdaj, sociologi pravijo, da vsaka država, vsaka skupnost, vsaka družba zaide v krizo, če se je upravljalo nasprotju z vrednostnim središčem, okoli katerega se je oblikovala. In glavni razlog za to, da se danes v Sloveniji velikokrat beseda kriza uporablja pravzaprav na vsakem vogalu, je ravno v tem. Tiste stvari, ki se urejajo v nasprotju z temi vrednotami, ki so oblikovale možnost, da Slovenci dobimo svojo državo, tiste stvari ne gredo v redu. To je slavnostni trenutek in ne bi želel govoriti o tem, mislim pa, da je pomembno, da se vsi tega zavedamo. In da se zavedamo tudi nevarnosti. Kajti, če to traja predolgo, potem lahko to vrednostno središče, takšne krize lahko to vrednostno središče, to jedro, te vrednote ogrozijo in takšna skupnost lahko razpade. Ampak potem, kar v teh zadnjih dneh in tednih srečujem po Sloveniji, mislim, da ni nobene bojazni za to. Slovenci smo ohranili to vrednostno jedro, ne glede na to, da se je skušalo na vse načine omalovaževati ta čas, zmanjševati, govoriti o tem, kako je treba opraviti z osamosvojitveno navlako. Tudi te besede smo slišali z najvišje funkcije v državi pred nekaj leti. No, kljub temu, da ti poskusi niso uspeli. Tako izbornih proslav, tako izbornih kulturnih programov na teh slovesnostih, s katerimi danes ali pa v teh tednih Slovenci častimo, proslavljamo, obhajamo 25. rojstni dan slovenske države, pravzaprav ne najdete nikjer. Bil sem marsikje po svetu na številnih slovesnostih, uradnih, takšnih in drugačnih, poslušal naše in tuje himne, v kakšnih 60-70 državah, ob različnih priložnostih, pač bil udeležen na prireditvah z zelo izbornimi kulturnimi programi, ampak tako živo, kot se to dogaja pri nas, tako izborno, kulturno-umetniško doživetje in občutenje, kot ga danes povsod po Sloveniji pričarajo ne neki uvoženi ali pa od drugod pripeljani zbori, pa
pa plačani umetniki in tako naprej, ampak kulturne skupine, ki zrastejo med ljudstvom, med vami tukaj, pravzaprav tega ni nikjer po svetu. Luis Adamič, oziroma Lojze Adamič, naš rojak, ki je ustvarjal v Ameriki in okrog katerega je precej kontroverznih zgodb, vendarle on ima v eni knjigi, ki je izšla pred drugo svetovno vojno, objavljeno statistiko in primerjavo tega, kar Slovenci, kot takrat še ne 2-milijonski narod, ustvarimo v enem letu v smislu, grdo rečeno, kulturne produkcije. In ugotavlja tam, da je v Sloveniji na 100.000 prebivalcev 30-krat več raznih kulturnih, prosvetnih društev, izdanih knjig, čitalnic, bogatega kulturnega življenja. Ko vidimo to statistiko od Adamiča, znamo tudi predstavljati odgovor na vprašanje, zakaj smo Slovenci na tem prepišnem delu evropskega kontinenta v vsem tem času sploh obstali. In smo dolžni do vsega tega spoštovanja in zahvala vsem, ki vlagate veliko truda v to, da slovenski jezik ne samo obstaja in da se ohranja, ampak da se razvija in da predstavlja osnovno hrbtenico slovenske narodne identitete. Te vrednote so še posebej pomembne in to veselje, ki ga v teh dneh in tednih čutimo po Sloveniji, ima še, poleg tega, da smo lahko tega veseli, da nas navdaja z optimizmom, ima v teh dneh še poseben pomen. Natančno pred 25 leti, ta čas, te minute, te ure, so trije zbori na skupni seji takratne slovenske skupščine odločali o formalnem sprejetju temeljne ustavne listine in spremljajočih dokumentov, s katerimi smo Slovenci pravno formalno uresničili rezultat plebiscita. Tudi takrat so bili enako vroči dnevi. Tisti, ki starejši, se tega verjetno spominjate. Z nestrpnostjo smo čakali, da bo to izglasovano. Vse je bilo pripravljeno, da Slovenija en dan prej vsaj, to je bilo strateško presenečenje načrtovano. Načrtovali smo sicer teden prej, pa potem zaradi različnih razlogov, o katerih danes ne bi govoril, ni šlo. Skratka, nestrpno smo čakali, da potem, ko bo ta okvir, ustavni okvir izglasovan, Slovenija prevzame efektivno oblast. Istočasno je v Zagrebu zasedal hrvaški parlament, ki je sprejel enake odločitve, ampak jih ni uresničil. Hrvaška ni prevzela efektivne oblasti. So pa nas priznali kot prva država in zato smo jim lahko hvaležni. Eno uro po tistem, ko je bila odločitev sprejeta, smo Slovenci prevzeli mejne prehode, carino, devizno inšpekcijo, kontrolo letenja in druge pristojnosti, ki so bile do takrat v rokah Beograda in to pravzaprav na eleganten način, brez strela, brez uporabe sile, kar bi zelo zakompliciralo celotno končnico osamosvojitve. Ampak seveda jugoslovanska oblast je reagirala, tanki iz Reškega korpusa so šli proti primorskim mejnim prehodom že naslednji dan, se pravi v urah, ko smo Slovenci še čakali, da bomo to, kar smo pravno formalno naredili, šele razglasili na slovesnosti 26. junija. Tiste ure so bile izjemno težke, polne dilem. Ampak kljub temu je bila tista večerna slovesnost potem dan kasneje veličastna, nikoli več kasneje ponovljiva. Nekoliko samo spraševanje zasluži dejstvo, da nikoli kasneje nismo bili sposobni narediti replike tiste proslave z programom, kakršen je bil takrat. Vedno so bile še neke druge primesi, mogoče bomo to naredili ob 30. obletnici. Upajmo. Ampak kakorkoli, takrat, ko smo proslavljali, se je vojna za Slovenijo že dogajala.
vse se je pomešalo v zgoščeni čas pol dneva, nekaj ur. In veliko ljudi se takrat ni zavedalo, ne, da v tistih vročih dnevih pravzaprav že poteka vojna. Da se v Vipavski dolini ljudje goloroki upirajo tankom, da organi, ki morajo sprejeti odločitve, teh odločitev ne sprejmejo zato, ker obstajala dilema, ne, ali Slovenijo prej braniti ali jo prej razglasiti. Te dileme je bilo sicer kasneje konc, ampak ta čas pred 25 leti, ne, ima danes, po četrt stoletja, žal, ne, neko primerjavo. Tudi včeraj, danes praznujemo 25. rojstni dan Slovenije. Ampak praznujemo to obletnico, obhajamo to obletnico v okolju, ki se je čez noč spremenilo, ne, pa se tega ne zavedamo. Od leta 2004 je Slovenija članica Evropske unije. Ampak ta Evropska unija včeraj naprej ni več takšna, kot je bila takrat, ko smo vanjo vstopili. Tega se še ne zavedamo, ni takojšnjih posledic pri nas, nekterih pa že čutijo. Ne. Britanska valuta je padla za 10%. Stotine milijard nacionalnega bogatstva Velike Britanije šlo z eno odločitvijo navzdol. Francija je postala večje gospodarstvo od njih. O odcepitvi razmišljajo Škoti, Gibraltar, Severna Irska in tako naprej. Tam tele ure niso nič slavnostne. In tudi pri nas imamo razloge za skrb. Razloge za skrb, da so pred nami časi, ko ta stavek iz 7. kitice Prešernove Zdravljice, ki pravi: ne vraklje sosed bo mejak. Mogoče ne bo več tako samoumeven. Če razpade Evropska unija, razpade mirovni projekt, ki so ga ustanovni očetje Evropske unije, Adenauer, De Gasperi, Monnet, naredili po dveh, ali pa inicirali po dveh velikih tragedijah Evrope v prejšnjem stoletju, po dveh svetovnih vojnah, svetovnih morijah, kjer so se evropski narodi spopadali med sabo, že v modernem času, ne v neki, antični dobi, ne. V času, ki so ga nekateri med vami doživeli. In zato, da se ta čas morij ne bi ponovil, je bila ustanovljena Evropska unija, ki je najprej mirovni projekt in šele potem stvar skupnega trga, ekonomije in vsega ostalega. Od začetka nastanka Evropske unije do naše priključitve in do vsega tega, kar smo spremljali v zadnjih letih, krize evra, Grčije in tako dalje, je šla Evropska unija čez veliko kriz. Ampak skupni imenovalec teh kriz je bil, da se ni dalo zmeniti to koraku naprej, ki bi ga naredili. Zdaj je prvič prišlo do tega, da je bil narejen korak nazaj. Da je ena država izstopila, in to ne katerakoli, ampak ena od največjih, in da ima to lahko efekte domin. Kolikor ne bo hitrega, treznega, odločnega in modrega ravnanja evropske politike in politike vseh držav članic, ki smo še ostali v tej skupini zdaj 27-terice. Skratka, pred nami so časi, ko bo ta optimizem, to zavedanje, okrog česa se Slovenci sploh zbiramo, zaradi česa sploh smo Slovenci, zaradi česa smo sploh dobili lastno državo, ko bo to v teh turbulentnih časih še posebej potrebno. Še posebej potrebno in lahko rečem danes, hvala Bogu, da imamo ta združevalni čas pred 25 leti, ki je lahko tudi v teh turbulentnih časih, ki so v vsakem primeru pred nami, stvar navdiha za to, da bomo znali združiti sile takrat, ko bo to potrebno. V mestih in letih, ki so zdaj pred nami,
bo marsikaj, okrog česar smo se špetirali v zadnjih letih, postalo popolnoma nepomembno. Popolnoma nepomembno, ker bo potrebno ponovno se boriti, zavzemati za stvari, ki so se zdele samoumevne doslej, še posebej mlajšim generacijam. Ta samoumevnost je zdaj pod vprašanjem. In zaradi tega razloga je, skrajni čas, da se nekatere stvari urgentno naredijo. Naslednje razvrščanje znotraj Evropske unije, do katerega bo prišlo kot do ene od posledic tega izstopa Velike Britanije, je naslednje razvrščanje bo na osnovi gospodarske moči posameznih narodov. To bo v prvi fazi ključnega pomena, torej ni nobenega razloga, da se še naprej odlaša z reformami, ki so nujne za to, da se slovensko gospodarstvo resno postavi na noge in da se ga razbremeni, da se ustvarjajo nova delovna mesta in da bodo tisti, ki bodo gledali, kdo še ostane v evroobmočju in Schengenu in tako naprej, ne bodo imeli nobenega izgovora, da se Slovenija postavlja izven tega. Tako kot trenutno stojimo z zadolžitvijo, z gospodarsko rastjo, ki komaj pokriva denar, ki ga plačujemo za obresti, za ta dolg, z 10 do 15 tisoč mladih, ki se vsako leto odselijo iz Slovenije, ker ni delovnih mest. Z temi kazalci smo ogroženi pri tem razvrščanju. Torej, prva prioriteta krepiti gospodarstvo Slovenije. Druga prioriteta v teh turbulentnih časih pa je zagotovo to, da nazaj postavimo Slovensko vojsko. Predsednik države je zanjo rekel pred tedni, da je v tako slabem stanju, da ni sposobna braniti Slovenije, če bi prišlo do resne preizkušnje. To mogoče še 2 leti nazaj ne bi nikogar zdramilo, zdaj pa je to znak za alarm. Katere evropske države so že uvedle nazaj splošno vojaško obveznost. Še polovica drugih o tem razmišlja in tudi Slovenija je mogla o tem razmisliti. Kakorkoli je to mogoče. Na tak sončen dan, ko je vse fajn. Nekaj, kar se komu zdi, bom rekel, preveč črno slika. In še marsikaj bi morali zdaj storiti z tega nabora, ker se je brez potrebe odlašalo. Mogoče se je zdaj pokazalo, da znamo Slovenci stopiti skupaj in narediti tisto, kar je nujno, šele takrat, ko se malo počutimo ogroženi od zunaj. No, zdaj ta čas prihaja in upam, da bo ta pritisk deloval v pozitivni smeri. Ključna točka navdiha za te izzive, ki so pred nami, pa mora biti to vrednostno središče, ki smo ga Slovenci izoblikovali pred 25 leti. Različna imena se za to uporabljajo. Jaz temu rečem slovenska pomlad, zame je še vedno živa in bo živa toliko časa, dokler bo živa samostojna slovenska država. Iskrene čestitke o 25. rojstnem dnevu in veselo praznovanje. Hvala lepa.